Dobrodošli, hvala, ker ste si vzeli čas, da ste prišli, res smo vas veseli. Danes vam bomo pa predstavili eno tako zelo pomembno raziskavo, The Patmos World Bible Attitude Survey, oziroma odnos do Svetega pisma in vere, ki pa predstavlja v bistvu najobsežnejšo takšno raziskavo do zdaj na svetu. In sicer o odnosu do Svetega pisma in vere je bila narejena študija v sodelovanju z mednarodno mrežo svetopisanskih družb ali United Bible Societies. Naročila jo je pa svetopisanska družba iz Anglije in Walesa, British and Foreign Bible Society. Izvedli so jo v priznani raziskovalni agenciji Gallup. To je pa tudi zagotovil seveda zelo visoko raven strokovnosti pa zanesljivosti podatkov. V tem svetu, ko se res sprašujemo o temeljnih življenjskih vprašanjih in iščemo nove načine, kako sodobnemu človeku približati Sveto pismo, je ta raziskava en tak pomemben uvid. Odpira nova vprašanja o mestu vere, o mestu Svetega pisma pri sodobnemu človeku, ne le globalno, ampak tukaj tudi v Sloveniji. Zdaj, naše srečanje bo razdeljeno nekako na 3 sklope. Najprej bo naš govorec predstavil globalno raziskavo, potem slovenski kontekst in na koncu, kako lahko tudi to raziskavo aktualiziramo v današnji čas, kaj za nas to predstavlja. Seveda bo na koncu še možnost vprašanj, ali pa če bi še kdo rad posebej potem z Matjažem kaj govoril. Ampak ja, predajam pa kar besedo našemu generalnemu tajniku, Matjažu Črnivcu, da podrobneje predstavi to raziskavo. Hvala, ja, lep pozdrav še z moje strani. Hvala za udeležbo. Sem zelo vesel, da lahko danes predstavimo slovenski javnosti to veliko globalno raziskavo. Dejansko gre za največjo raziskavo te vrste, sploh je bila kdajkoli narejena. Ime te raziskave so dali Patmos in to ima veze seveda s tistim otokom, na katerega je bil izgnan apostol videc Janez, ki je v knjigi Razodetja prejel, ki je prejel videnje, ki je zapisano v knjigi Razodetja in potem je pisal 7 cerkvam, ker namreč ta raziskava je nekako razločila 7 specifičnih globalnih kontekstov, kulturnih, verskih in tudi seveda to ima potem posledice za krščansko udejstvovanje, krščanski misijon. Ja, kot rečeno, to je velika raziskava, ki je potekala več let. Anketiranih je bilo 91,000 ljudi v 85 državah sveta in se pravi, gre za vzorec, reprezentativen vzorec, ki predstavlja 3,8 milijarde svetovne populacije. Se pravi, tukaj gre za sliko, ki je dejansko reprezentativna za ves svet. In ja, se pravi, stvar je bila zelo široko zastavljena. Same ankete so se izvajale leta 2023 in to na različne načine. Zdaj na začetku bom predstavil ta širši globalni vidik. Tukaj so glavna vprašanja, kaj so spraševali, se pravi teh 91,000 ljudi, odnos do religije, do vere, seveda tukaj govorimo o različnih religijah, potem obiskovanje bogoslužij, tukaj je bolj specifično obiskovanje krščanskih bogoslužij, se pravi, koliko ljudi hodijo v cerkev, uporaba Svetega pisma. Namerno uporabljamo besedo uporaba, ne branje, zato ker danes Sveto pismo se seveda bere, ampak tudi posluša ali pa gleda in tako naprej, se pravi, smo to, da boste vedeli, zakaj majčkeno hecen termin uporabljamo. Odnos do Svetega pisma, poznavanje Svetega pisma in take stvari. Se pravi, to je šlo skozi teh 91,000 ljudi v 85 državah sveta. In Patmos, kot sem rekel, se imenuje pravzaprav zaradi tega barvitega zemljevida sveta. Iz raziskave je izšlo že v prvi fazi same raziskave, nekako so razločili, razbrali, da se svet da smiselno razdeliti na teh 7 različnih kontekstov, kulturno, verskih, tudi delno politično, delno ekonomskih. In zdaj bom na hitro predstavil teh 7 kontekstov. Prvi je ta, ki je označen z vijolično barvo, je Sahel, tako imenovan, to je večinsko muslimansko okolje, ki ima velike ekonomske izzive
in tudi svetopisansko delo je tam dosti težko. Ima pa krščansko manjšino, ki je tudi seveda zelo omejena. In poleg te podsaharske Afrike sta tukaj še Pakistan pa Afganistan. Potem je druga skupina v modri barvi, to je srednja in vzhodna Evropa. Tukaj imamo krščansko večino, ki je pa v upadanju. Narašča sekularizacija, tukaj religija ima relativno majhen pomen v vsakdanjem življenju. In zanimivo, ta skupina vključuje Portugalsko. Potem je tretja skupina, Severna Afrika, se pravi, to je pa zelena, temno zelena. Severna Afrika in Bližnji vzhod. In spet imamo tukaj, pa tudi Srednja Azija. Tukaj imamo spet muslimansko večino. Ponavadi so tukaj prav politične omejitve za delo s Svetim pismom. Imamo pa tudi stabilno krščansko manjšino na teh področjih. Četrta skupina je ta rumena, je pa Latinska Amerika, to je pa večinsko krščansko okolje z velikim zanimanjem za svetopismo, ampak tudi tam sekularizem narašča. Pa tukaj sem spadajo tudi Filipini, čeprav mislim, da niso prav pobarvani, ne, se so, pravilno. No, potem je pa tle še peta skupina, je pa ta svetlo-zelena, to je pa zahodni svet. To je pa sekularna družba z nizkim zanimanjem za svetopismo, z upadom krščanskega prebivalstva. Se pravi, tukaj je Zahodna Evropa, Severna Amerika in Avstralija. Potem je pa tle šesta skupina, ki pa je Južna in Vzhodna Azija, to je pa tale oranžna. Je pa spet, to pa zelo raznoliko versko okolje. Tukaj je malo zanimanja za svetopismo, ima pa stabilno krščansko manjšino. Potem je pa še sedma skupina, tale rdeča je pa podsaharska Afrika. Tukaj, to je pa spet večinsko krščansko okolje z visoko religioznostjo, velikim zanimanjem za svetopismo in vključuje tudi Haiti. Zdaj, ker je zemljevid tako narisan, se verjetno ne vidi točno, na tem zemljevidu Slovenija spada v peto skupino, se pravi tisto svetlo-zeleno. Ampak s pripombo, da je ta naša umestitev mejna. Ko sem govoril s temi, ki so peljali to raziskavo, so rekli, vi ste ravno na meji med drugo pa peto skupino, se pravi med uno temno modro pa med to svetlo-zeleno. Ker je po svoje zanimivo, tudi nekaj potrjuje, mogoče tako, če malo razmislimo, to malo potrjuje značaj Slovenije, ali pa celo mogoče, če smemo tako reči, malo tudi neko vlogo, ki bi jo Slovenija lahko igrala v božjem previdnostnem načrtu, da znamo biti del enega in drugega, da znamo biti mogoče posrednik med Zahodom in Vzhodom v obe smeri. Se pravi, Slovenija je točno na meji enega in drugega. V glavnem, to je zdaj teh 7 globalnih kontekstov. Zdaj tukaj ne bi šel v podrobnosti glede tega. Pač nekaj glavnih ugotovitev imate tam na listu, pa tlele bom na kratko povzel. Religija je po vsem svetu še vedno pomembna. 62% svetovnega prebivalstva tako meni. Odnos kristjanov do Svetega pisma je neenoten v tem smislu, da ga nekateri kristjani ga berejo več, drugi manj, nekateri ga poznajo več, drugi manj, nekateri se bolj zanimajo, da bi več zvedeli, nekateri manj. Se pravi, tukaj je precej raznolikosti med samimi kristjani, ali pa bomo rekli med ljudmi, ki se izpovedujejo za kristjane, to bo še posebej, to je posebej relevantno na našem področju. Je pa raziskava odkrila presenetljivo zanimanje zunaj krščanskih okvirov za svetopismo. Veliko ljudi, ki nima veze s krščanstvom, se zanima za svetopismo. Tako, vidimo seveda dva izziva, nevednost in tle nevednost v tem smislu, da ljudje nekateri sploh recimo tle v tej skupini, ki je Indija pa Kitajska, tukaj ljudje sploh ne vejo, kaj je svetopismo. Recimo, se pravi, čisto tukaj temeljna neinformiranost. Drugo je pa potem občutek, da svetopismo ni pomembno, da je nerelevantno. To sta dva glavna izziva. Zdaj, več o tem vam svetujem, da si naložite brezplačno kopijo celotnega globalnega poročila. Tukaj imam 2 natisnjeni kopiji, ki si jih lahko malo prelistate. Lahko si pa PDF, ker to je več kot 100 strani, si pa lahko naložite tukaj na tem naslovu. Se pravi, če obiščete, se tam prijavite in lahko to kopijo dobite. Tako, zdaj pa bomo šli na drug del. Bomo si pa zdaj pogledali Slovenijo. Zakaj? Kakšne so razmere pri nas. Tukaj v Sloveniji je bila,
mogoče, če grem korak nazaj, 85, v 85 državah sveta je bilo to izvedeno, se pravi ne vseh, ampak Slovenci imamo srečo, da smo bili ena od teh držav, kjer se je ta raziskava izpeljala. Napravljena je bila na reprezentativnem vzorcu, 1002 osebi, odrasli, in to je bilo v januarju in februarju 2023. Več o metodologiji imate tudi na koncu napisano, pa lahko tudi še kakšno rečemo, če vas bo zanimalo. Ampak v glavnem, kaj je zdaj ta raziskava pokazala o nas? In tukaj bomo pogledali naše podatke, pa na par mestih tudi še malo primerjavo s sosednjimi deželami v tej drugi in peti skupini, ker pride ven par zanimivih stvari. Najprej poglejmo, taka osnoven podatek, verska opredelitev. Kako je s tem, kako se Slovenci izrekamo, ne? In tle zdaj se to ni nič presenetljivega, v Sloveniji vidimo dve glavni verski prepričanji, eno je katolištvo, drugo je ateizem, ne? Katolištvo je tole svetlo-modro, ateizem je tisti, recimo zeleno-rjav. Je zanimiv tale oranžen segment, to so pa ljudje, ki se izrekajo za kristjane, ampak brez definicije. In zdaj, ko sem šel malo gledati to skupino po podatkih iz te raziskave, kako sicer, kaj je sicer za njih značilno, se vidi, da so to kompletno neangažirani ljudje, tako da te ljudi moramo verjetno tehnično prišteti k katoliški cerkvi. To so katoličani oziroma kristjani, ki nekako mislijo, da so kristjani, ampak imajo toliko nizko, zavedanje tega, da niti ne vejo, da so katoličani. Izrekajo se za kristjane in to dotle seže, več pa ne. In to jih je 7%, ta kos torte je kar velika, ne. Potem pač ostalih kristjanov so razmerno malo, so pravoslavni, protestanti, neki drugih kristjanov, pa druge religije. Se pravi, ja, tukaj že takoj vidimo fenomen tako imenovanega kulturnega krščanstva in o tem bomo še govorili. To je raziskava jasno pokazala, da je en segment, ki se sicer identificira krščansko, ampak po marsikih drugih, kazalcih pa to ni. Potem, ja, no, tukaj imamo zdaj pregled tega, to je bilo vprašanje, a veruješ v obstoj Boga ali višje sile? In ta višje sile seveda to je pomenljivo, ne, ker se bom pokazal zakaj. No, ampak tlele je razrez, ne. Se pravi, en dobršen del veruje, ampak vidimo, da niti ni polovica, ne. Se pravi, že tle vidimo, da kristjanov ne bi bilo 62%, ampak gotovost, ne, zagotovo je ta moder del torte, je potem pa najverjetneje, ne. Se pravi, takole je razdelitev. Se pravi, mečkaj recimo, ne, da vera nekoliko prevladuje nad nevero, ne. Ampak ob tem je pa tako, da samo 26% vseh Slovencev pa pomeni, da je religija za njih pomemben del vsakdanjega življenja. 26%. Ne. In tudi samo 35% kristjanov trdi, da je religija za njih pomemben del vsakdanjega življenja. Se pravi, to pa govori kaj, da je Slovenija zelo sekularna, tudi takrat, kadar se izreka za krščanstvo, je Slovenija še zmeraj sekularna. In presenetljivo je to, recimo, da na tem istem vprašanju, se nisem na mangraf, presenetljivo je, da 29% ljudi, ki se izrekajo, da nimajo religije ali da so ateisti, rečejo zagotovo da obstaja Bog ali višja sila. Zato pravim, da je to vprašanje triki. Tukaj ne govorimo sploh o nekem pravovernem verovanju, tukaj govorimo o sam priznavanju višje sile, ne, ker priznava mnogo ljudi, ki ni kristjanov. Dobro. Tukaj sem pa hotel v bistvu nekaj pokazati starostne skupine. Ja. Zdaj, prav zanimivo je, no, da med mlajšimi se vsaj na nekaterih mestih se kaže trend, obrnen trend, da tako rečem, ne, če govorimo o napredujoči sekularizaciji, ne, recimo ljudi, ki bi izrazito zanikali obstoj Boga ali višje sile, je med mladimi relativno manj. Tukaj, če vidite, mladi so tele pač na levo, v modri, potem je srednja skupina od 35 do 54, siva je pa 55 plus. Se pravi, gotovega, trdnega ateizma je med mladimi manj
kot ga je med starejšimi. In potem obratno, tukaj ima tale graf spodaj, pa kaže, koliko ljudi hodi vsaj enkrat mesečno v cerkev. In spet vidimo, da je tega mladega segmenta od 18 do 34, da ga je relativno več. Tukaj ne vem, če tukaj lahko že res izpeljemo kakšne dokončne zaključke, ampak vsekakor od tukaj vidimo, da je verjetno, vidimo to lahko v povezavi z drugimi zelo nedavnimi raziskavami, predvsem v zahodnji Evropi, ki kažejo porast zanimanja za vero, za duhovnost na splošno, pa tudi konkretno bolj za krščanstvo. Prav v zadnjih letih smo nekaj takih poročil dobili, predvsem iz Anglije, Francije. Tako da zdi se, da te podatki vsaj delno kažejo v to smer. Tako. No, tole je pa tudi zanimivo. To je pa zdaj Slovenija po regijah. In mene je ta graf presenetljiv, namreč jaz si ne bi mislil, če bi mi nekdo rekel, da je Slovenija tako raznolika, kar se tiče verovanja, oziroma krščanstvo. Tukaj ni vprašanje vere, tle je vprašanje krščanske opredelitve, ampak recimo pomurska regija je skoraj 3-krat bolj krščanska kot obalno-kraška. Tega ne bi uganil, če bi meni tako vprašal. Ne? Pa tudi vidimo, se pravim, par regij zelo izstopa v eno in v drugo smer. Ta pač rdeča črta pa slovensko povprečje, tukaj vidite, recimo, kako je. To se mi zdi zanimivo. In tukaj smo pa zdaj postavljeni na zemljevid med ostalimi državami v tej drugi pa v četrti skupini. Sem za nalaž vključil obe skupini, zato ker smo, kot sem rekel, main primer. In vidimo, da smo nekje na sredi, po tem, koliko ljudi v Sloveniji veruje v obstoj Boga ali višje sile. Zdaj, ne vem, če vidite tale imena, ampak ta prvih 7 imen bom prebral. Zaprav največ vere je kje? Romunija, Makedonija, Albanija, Ukrajina, Srbija, Poljska, Rusija. In tle, če se ustavimo, to je nekaj hecanga. Vseh teh 7 držav so države bivšega komunističnega bloka, se pravi, so postkomunistične družbe. In obratno, če pogledamo pod nami, je samo ena dežela, in to je Madžarska, ki ima približno isto številko kot mi, ki je iz postkomunističnega bloka. Medtem, ki imajo manj vere, recimo, so vse pač zahodne. Nemčija, spodnjih 7 je Nova Zelandija, Nemčija, Velika Britanija, Francija, Nizozemska, Belgija, Švedska, Norveška. Se pravi, to pa ima že, po mojem, neki posledic na naš razmislek za nas v Sloveniji. Ker dostikrat slišimo, da je pač za nevero v Sloveniji, da je zakrivil komunizem, kaj je tukaj vladal. Ampak če kaj, tale graf pove, da tole ne drži, ali pa saj ne drži v celoti. Da to gotovo ni glavni vzrok to, da je tukaj bil komunizem, ker tehle 7 najbolj vernih držav so imele v bistvu še trši komunizem. Albanija med njimi, pa Rusija sama in tako naprej. Romunija tudi, Čaušesku je komunizem. Se pravi, to je že presenetljivo, da vidimo, kje smo glede tega. Smo pa tudi tukaj se vidi, da smo ravno glih na meji med eno in drugo skupino. Ta druga skupina je načelno ima veliko več tega verovanja v obstoj Boga, medtem ko zahodna peta ima pa pač manj. In zdaj pa poglejmo še majčkeno prav svetopismo med Slovenci. Zdaj najprej podatek, koliko Slovencev hodi vsaj enkrat mesečno v cerkev, 21%. In tukaj se pravi, že tukaj vidimo malo razkorak, ker 62% Slovencev se izreka za kristjane, 21% je hod redno, se pravi, redno, to še ni redno, enkrat na mesec. Ker podatek za tedensko je pa 12% po tej raziskavi. Tako, se pravi, to je bolj realna slika, bom rekel, neke bolj konkretne vernosti v Sloveniji, 21%. Potem imamo podatek o tem, koliko ljudi ima svetopismo. 57% Slovencev ima svetopismo. Od teh, ki se izrekajo za kristjane, jih 72% ima svetopismo. Se pravi, 28% kristjanov nima svetega pisma. Ampak spet smo pri tem problemu kulturnega krščanstva, ki smo ga omenili.
Celo tako, 8% ljudi, ki redno obiskujejo bogoslužje, nima Svetega pisma. To je pa že pomenljivo. Potem pa mečkan, v uporabi Svetega pisma, to je zdaj tisto, kar sem prej rekel, to gre za branje, poslušanje, seveda gre tudi za tiste, ki slišijo, gre za branje, poslušanje Svetega pisma na bogoslužjih. Tukaj imamo podatek takole, da vsaj enkrat mesečno 19% Slovencev uporablja Sveto pismo, ker je že zanimivo, vidimo, da je razlika vsaj 2% manj kot tistih, ki hodijo v cerkev. Se pravi, eni, ki hodijo v cerkev, se sploh ne zavedajo, da se tam bere Sveto pismo na maši. To je mimogrede zelo pomenljiv podatek, da pač oni so del enega dogajanja in nimajo niti ozaveščeno, da del liturgije je Sveto pismo. To je hecen podatek. No, tako vidimo, da precej religioznih, še posebej tistih, ki ne hodijo redno v cerkev, ne uporabljajo Svetega pisma, in precej tudi ni zainteresiranih, da bi v Svetem pismu izvedeli več, ker tudi ta vprašanja so bila, med njimi mislijo, največ jih misli, da zanje ni relevantno ali pa da ne bi izvedeli nič novega, kar je zanimivo. Ali pa da preprosto nimajo časa, to je pač zahodni življenjski stil, potrošniška družba. No, še način uporabe, najrajši ljudje pri nas še vedno berejo Sveto pismo, 73%, potem je pa audio pa video pa audio sledita. No, poglejmo si zdaj to malo uporabo, med vsemi Slovenci. Koliko uporabljamo Sveto pismo? No, dnevno 6%, to je ta moder del torte, pravi, da dnevno uporablja Sveto pismo, se pravi, ga bere, verjetno na aplikaciji ali kaj takega, ali pa dnevno prebere Božjo besedo, potem je tle, mesečno je dodatnih 13, letno dodatnih 28, ostalih 54 jih pa nikoli ne uporablja. To je pač slika med vsemi Slovenci, tole pa zdaj redni obiskovalci bogoslužij. Tukaj imamo pa, se pravi, dnevno 28% ali pa skoraj dnevno, mesečno 44%, ampak potem imamo pa letno 20%, se pravi, vsaj enkrat na leto ali pa tako, pa še 7% nikoli. Se pravi, tudi, vidimo pa, tle pa imamo zdaj spet primerjavo z ostalimi, v regiji 2 pa 3 in je zanimivo, da vidimo obrnen graf tukaj. Če verjetno ne vidite, ampak tukaj je pa tako, da so dejansko te najbolj verne dežele so pod nami. Graf pa takole, graf predstavlja uporabo Svetega pisma med kristjani, se pravi med tistimi, ki se izrekajo za kristjane, to ni zdaj splošna populacija, ampak tistimi, ki se izrekajo za kristjane. Kako je po teh deželah. In vidimo, na vrhu je ZDA, potem je Nova Zelandija, Nizozemska, Avstralija, Italija, Kanada, Portugalska, Španija. Večina teh držav je bila na dnu onega seznama, medtem ko pod nami na dnu so pa Poljska, Norveška, Rusija, Bolgarija, Makedonija, Srbija, Litva, se pravi, so dežele, ki so bile po vernosti visoke in to je pravzaprav presenetljivo, ampak zdi se, da je tako, da tam, kjer je vere na splošno manj v družbi, da tam kristjani bolj posegajo po Svetem pismu, mogoče zato, da sami svojo vero krepijo ali pa tudi, da jo posredujejo naprej. Morda to kaže malo tudi ta prehod družbeno od tradicionalne k bolj osebni veri na teh področjih, ki so bolj sekularna. To bi se dal recimo sklepati nekaj takega. Potem pa, poglejmo še zanimanje za Sveto pismo. To pa je presenetljiva stvar. 41% Slovencev želi izvedeti več o Svetem pismu. Med mlajšimi je tega 35% še zmeraj veliko. Zanimivo je, da celo 18% nereligioznih, se pravi, ki so izrecno so se izrekli za nereligiozne, 18% teh ljudi želi izvedeti več. Jih zanima več. Se pravi, interes za Sveto pismo je, želja po tem, da bi spoznali več je. Potem, zanimivo je tudi to, 24% Slovencev se strinja, da je Sveto pismo zanje osebno pomembno. No in tukaj imamo spet mlajši del populacije, nekoliko nad povprečjem, 27%. Spet vidimo,
morda je to en teh indicev, ki kaže na to, da se med mlajšimi generacijami nekaj dogaja. Potem, 55% Slovencev se strinja, da je dobro, da otroci poznajo svetopisanske zgodbe. In zdaj besede, s katerimi pa največkrat Slovenci opišemo svetopismo, besedi, ta glavni sta modrost ali pa zgodovinski artefakt. In tukaj je pa še malo več teh besed. Se pravi, da je to zastarelo, da je knjiga pravil, da je to lažilno, da je protislovno, kompleksno, zmedeno. Pa imamo še več teh, naslednja beseda bi bila resnica in tako naprej. Se pravi, to pa je že pomenljivo, tega verjetno tudi ne bi kar tako uganili, da vseeno modrost, recimo, če vidim podatek za modrost, je 15% Slovencev pripiše Svetemu pismu to besedo. Se pravi, razume Sveto pismo kot modrost. In tudi vidimo iz drugih podatkov, da ljudje iščejo praktično življenjsko modrost v Svetem pismu, kar je po svoje tudi ni presenetljivo. Potem je tudi zanimivo, da naslednja dva podatka imam takole, da anketirane so vprašali, a Sveto pismo ima velik vpliv recimo na velike življenjske odločitve. 32% kristjanov je odgovorilo da in to pomeni 22% Slovencev. Se pravi, pri večjih življenjskih odločitvah ljudje posegajo po Svetem pismu. In drugo podobno vprašanje, kakšen vpliv ima Sveto pismo na to, kako se odzivam na krizne trenutke v svojem življenju, je pa 38% kristjanov oziroma 25% vseh Slovencev. Se pravi, Sveto pismo ima vlogo pri velikih odločitvah, pa ima vlogo v stiski. Tako da, recimo, tukaj pa že gremo v bistvu prehajamo v ta zadnji del tega, kar želimo povedati, je pa zdaj, kaj zdaj to pomeni konkretno za nas. Zdaj, v bistvu je tako, mi smo s tem smo šele na začetku, podatke smo dobili v bistvu niti ne mesec nazaj, začeli smo jih analizirati. In tukaj je seveda potem tudi vloga svetopisanske družbe, kot organizacije, ki povezuje vse krščanske cerkve v Sloveniji, pomembna, namreč, da te podatki seveda niso važni samo za nas, ampak dejansko jih nameravamo deliti tudi z vsemi zainteresiranimi v krščanskih cerkvah. Ampak očitno zdaj raziskave potrdilo nekaj. Med Slovenci obstaja zanimanje za Sveto pismo, celo dejansko večje, kot smo mislili. Vidimo tudi nekaj iztočnic smo že dobili, recimo za teme, ki so pomembne, kot vsaj mogoče za začetek, modrost, praktično življenjsko modrost izpostavljati, ki jo imamo v Svetem pismu. Uporaba v posebnih življenjskih okoliščinah, kot sem omenil, in tukaj so seveda tudi naši glavni programi, recimo svetopisanski maraton, zdravilna beseda, eklezija, recimo prav zdravilno besedo bi izpostavil. Zdravilna beseda dejansko že izhaja iz tega in to raziskava potrdila, da ljudje še posebej se obračajo k Svetemu pismu v časih stiske, v časih težav. In zdravilna beseda, ta program, dejansko naslavlja točno to, kako premagati, kako se spopasti z življenjskimi ranami, življenjskimi stiskami s pomočjo Svetega pisma. In eklezija je pa podobno, je pa v bistvu ni fokusirana na težave, ampak je pa fokusirana na to, da v malem občestvu ljudje odkrivajo in zvejo več o Svetem pismu na način, ki je tudi oseben in ki je povezovalen. Medtem ko maraton je pa bolj, recimo, bi rekel, ima pa bolj vstopno točko, ima spet pomaga ljudem začutiti utrip Božje besede, ker tam se pa berejo daljši odlomki in tako ljudje lahko spoznajo globje Sveto pismo. Precej ljudi se prvič sreča sploh takrat tako zares, tudi z močjo svetopisanskega sporočila. No, ampak v tem smislu, kot sem prej rekel, da svetopisanska družba da povezuje vse slovenske kristjane, tako smo bili tudi ustanovljeni, vse slovenske cerkve, imamo namen organizirati prvo srečanje krščanskih voditeljev in delavcev, kjer jim bomo predvsem slovenske podatke
predstavili še bolj podrobno in bomo tudi skupaj z njimi razmišljali, kaj to pomeni konkretno za krščansko delovanje v Sloveniji, za pastoralno delovanje, misijonsko delovanje, ker tukaj je kar nekaj, se mi zdi, konkretnih stvari, ki bi se jih dalo izpeljati oziroma tudi skupaj z vsemi krščanskimi partnerskimi organizacijami razvijati naprej. Mislim, da je to začetek ene poti, na katerem smo. V glavnem, to bo pomembno, tole srečanje, ki bomo povabili škofe, pastorje in pa razne pastoralne misijonske delavce v Sloveniji. To se načrtuje točno čez 2 tedna, danes bo prvo tako srečanje. Tako, to je zdaj iz moje strani zaenkrat vse. In zdaj je pa seveda, zdaj ste pa na vrsti vi, da lahko vprašate, karkoli vas zanima, karkoli v zvezi s tem, kar smo povedali, ali pa tudi sicer v zvezi s svetopisemsko družbo.